Pozdravljeni v tretjem Sensinem podcastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, nocojšnja gosta pa sta Chen Shining in Tina Hribar. Pogovarjali se bomo o tradicionalni kitajski medicini, o tem, kako v njihovi tradiciji učijo o tem, kako ohranjati naše zdravje, in dotaknili se bomo še veščin qigonga in tai chia. Ampak najprej bi jo predstavila. Chen je kitajski mojster tai chi chuana in od 9 stopenj oziroma duanov znanja borilnih veščin je nosilec 7. stopnje, to je 7. duan. In njegovo polno ime je Chen Shining, kar pomeni mir sveta. To je prečudovito imeti tako ime, da ti pomeni mir sveta. Odraščal je v kitajskem Šanghaju in oče in mama, obadva sta predavala na univerzi, na kateri so gojili znanje o borilnih veščinah, tako da obadva starša izhajata ne samo iz znanja, aktivnega znanja in gojenja teh borilnih veščin, temveč tudi druge bolj globje filozofske podstati, na katerih temeljijo te borilne veščine. In on se je začel učiti od staršev že v rani mladosti in potem od različnih učiteljev in mojstrov in poučuje v Sloveniji qigong in tai chi že 30 let, več kot 30 let. Tina Hribar je pa diplomirana sociologinja, ki je začela s tai chijem in qigongom pravzaprav pozno v zgodnjih srednjih letih, pri 34 letih. Kljub temu je pa dobitnica 8 zlatih medalj v zdravilnem qigongu in je tudi dolgoletna učiteljica. Tako da obadva najtopleje pozdravljena. Zelo sem vesela, da vaju tukaj gostim z nekimi popolnoma novimi znanji, ki upam, da bojo ljudi obogatili. Ampak za uvod najprej bi vprašala obadva, Chen, ti si prišel v Slovenijo oziroma v Jugoslavijo, nekdanjo Jugoslavijo z študentsko izmenjavo in potem nekako v Sloveniji ostal in predvidevam, da je že samo učenje jezika precej zahtevno, ampak soočati se z povsem drugo kulturo, drugo zgodovino, z drugim okoljem. Kaj je za nekoga, ki pride v popolnoma drugo kulturo in okolje, kaj je bilo tisto, kar je bilo najbolj nenavadno, recimo za tebe kot Kitajca, ne? Kaj je bilo v naši sredini nenavadno, čudno, tako, da se je bilo treba kar prilagoditi? Dobro večer, najprej lep pozdrav vse skupaj. No, zame v bistvu, ko sem prišel v Slovenijo, v bistvu že nekaj izkušnje, če imam z Jugoslavijo, z bivše državo, ampak kljub temu v Sloveniji sem prišel na novo okolje in precej novo in precej različno od mojih pričakovanj. Moram reči, da je že od začetka, prvi dan, ko sem prišel v Slovenijo, sem že zaposlil v tovarni, tam Maribor. Ja, če lahko dodamo, ker nisem povedala, da si strojni inženir, ne, po izobrazbi, Ja, hkrati sem tudi pisal študije, podiplomski v Mariboru. Znal sem, ko sem prišel v Slovenijo, znal sem srbo-hrvaščino, ampak vseeno zame je velik izziv, novo okolje, novi jezik. Vendar je zelo dobro vtis, imam zelo dobre izkušnje, tako od začetka. Že prvi vtis, ko sem prišel z vlakom, predtem, ko sem prišel do Maribora, jaz zelo dobro spomnim, ko sem prišel
pred Mariborom, to v železniško postajo Rače. To je ena majhna postaja pred Mariborom. In zelo, zelo čisto, prijetno, povsod rože. In ljudje so zelo prijazni. In tako sem vstopil v službo in kjerkoli sem bil sem v bistvu 8 let delal v razvoju v tam Mariboru in v računalniškem centru in povsod so mi pomagali in tako v službi in v življenju, tudi v učenju slovenskega jezika. Tako da sem imel zelo, zelo dobro izkušnje. Ampak vseeno imel sem, bi rekel, malo težave glede na hrane, ne? Ampak kot človek je mlad, vse se lahko prilagodimo. Ja. To popolnoma razumem, recimo, ko smo mi kot Slovenci nekje si zelo zaželimo štrudle, naprimer, kakšne take jedi, ki nas spremljajo celo življenje in pol kar nenadoma jih ni, ne, tako, verjetno v tem smislu, ne, pa če le tudi hrana nekaj zelo domačega človeku in pogreša tiste okuse, ki jih je navajen iz otroštva, verjetno v tem smislu. Ja, točno tako, ja. V Sloveniji ima precej mlečnih izdelkov, ne. Za razliko od hrane na Kitajskem ima precej sojne izdelke, ampak ne toliko mlečni izdelek. Recimo, en primer, tukaj ljudje zelo obožuje sir, domači sir, ne? Ampak zame je povsem nekaj drugega in tisti najbolj dragoceni sir, mislim, na začetku nisem znal ceniti. Meni se zdi, da je kakšen drugi navadni sir, recimo zdenka je celo je lažje prebavljivo. Ne. Tudi, kako bi rekel, mislim, takrat sem videl, ima precej vegetarijancev, torej ne je mesa, celo ne je kuhane hrano. Za razliko, ki smo učenje po principu TKM na Kitajskem, ki nas pove TKM, da moramo čim več širok hrane vrste jesti, ne samo na ene stvari, tako sem tudi navajen, ampak seveda v neko razmerju. TKM pomeni tradicionalna kitajska medicina za tiste, ki bojo spremljali. No, kaj pa ti, Tina, ko si v zgodnjih srednjih letih, bi rekla, zakorakala po tej poti in se soočila preko učenja tai čija in qigonga, vsem za neko, ti si se soočila z neko drugo kulturo, ki ima verjetno na drugačen način postavljena vrednote kot naša. Skratka, kaj je bilo v tej njihovi kulturi takega, da oplemeniti lahko nas, ki živimo na Zahodu? Hvala, dobro. Lep pozdrav še z moje strani. Je bil izziv, ker pravzaprav jaz si nikoli nisem niti predstavljala, da bom nekje obiskala Kitajsko ali pa se ukvarjala s temi zadevami. Bila sem vedno bolj nagnjena, že nekje od 18 leta sem tudi rada raziskovala to duhovno plat življenja, pa v Indijo hodila in tako naprej. Mi je to vedno bilo bližje, ne. Kitajska mi je bila pa nekako po tistih filmih, ki letajo po zraku, to mi je bilo všeč, ne. Ampak po drugi strani mislim, da je bila kar dost močna ena taka zavesa, ki sem jo tudi jaz imela, zavesa enih predsodkov, verjetno so splošni. In kljub temu, da sem rekla, sem odprta, ne, do drugih kultur, vsega nekje te predsodki so obstajali. In kadarkoli sem pomislila na samo Kitajsko, sem pomislila na tisto zeleno vojaško barvo, rdečo zvezdo in nekako eno sivino, eno težo, tako bi rekli. Ne. In nekako, ko me je pa pot pripeljala do Kitajske, se je pa hitro izkazalo, da nič od tega ne drži, absolutno ne drži. In mogoče podelim to izkušnjo, kaj je tisto,
kar meni osebno še danes najpomembnejši in kar mislim, da je v bistvu ta mentaliteta kitajska, ne glede, pustimo ob strani politiko in to, govorimo o res dolgi tisočletni kulturi in tudi načinu razmišljanja, prežet z različnimi, kako bi rekla, duhovnimi pogledi, mentalitetami, ne? Da ne bom zdaj rekla religijami. V bistvu se je pri meni začelo tako, in mogoče bo potem še povedal, kako Slovence vidi, ne? Sploh ta odnos do športa, do gibanja in vsega. Namreč, jaz sem od najstniških let tudi trenirala sem športni ples, latinsko-ameriške standardne in bila zelo športen tip. Pa sem imela veliko poškodb in sem mogla to opustiti, ravno zaradi vsega tega. Ampak sem še kar nadaljevala in če povzamem vse na kratko, če se nisi prepotil in zmatral do onemoglosti, to zame ni bilo nič. Ne? Se pravi, vedno je bilo treba iti čez mejo, se namatrati in to pa je pomenilo, da sem jaz športala. Ne? To predvidevam, da Mačen popolnoma drug. Lahko ker takoj doda, predvidevam, da je popolnoma drug odnos do gibanja in do gojenja veščin. Ja, sem opazil, ko sem prišel v Slovenijo, da tukajšnji ljudje so zelo, zelo pridni, marljivi in aktivni. Ne? Jaz se spomnim, ko ura dveh predovalno, nekatere kolege in sodelavci iz službe že kome čaka, da gre domov. Ne? Pravi, da eni mi celo enkrat rekel, meni šele zdaj začne delo. Da se pravi, torej po službi tako gre domov, nekaj pojesti, potem začne druge aktivnosti. Jaz jih vprašam, kaj delate, pravi, ali gremo v hribe, ali gremo kolesaliti, skratka športati, eni pa gre v hišo graditi, ali pa vikend graditi. Zelo, zelo so aktivni. In mislim, sem opazil tudi tukaj ljudje veliko imajo radi, recimo, nekateri ekstremni šport, ne? Recimo smučanje z visoke gore, recimo tudi skakanje po snegu, skok. To je skok, ja, kar je zelo uspešno Slovenija v tem. Ne? Samo jaz sem vzgojen, da vadimo vedno bolj umirjeno. Jaz radim hodim po ravnah. Ne? A po zadnjih letih, ker živim za hribar, ki mi skozi preganja v hribar, v hrib, za hribar. Zato sem tudi doživel nekako drugače izkušnje in tudi imajo zelo lep hrib, zelo lep pogoj, mislim, za tai chi in qigong, za vadbo. Ne? Tukaj ima morje, ima gorah, ni veliko ljudi. Na Kitajskem, v bistvu, odkot pridem iz Šanghaja, posod so veliko ljudi. Zato mi smo v bistvu vadili samo lahko v parkovi, tam, ki je malo manj ljudi, drugače so posod v naseljih in ne najdeš tak plac za prijetno vadbo. To sem ravno hotela vprašati tudi, kako je prišlo do tega, da tai chi na Kitajskem vadite v parkih in to tako množično. Od kdaj se je ta kultura, ta tradicija razvila? To je prečudovito, tako da se zjutraj zgrnejo ljudi na zelenico in vadijo skupaj tako veščino. Je tudi nekaj povezovalnega v tem verjetno, ne? Ja, mi smo, ko majhni, smo že navajeni, da gre v park vaditi in tudi, ker dosti naše vrstnike, tudi dobra družba. Ne? S tem je mlajši ljudje bolj vadijo, bolj dinamični stil tai chi, ker tai chi lahko je hitreje, lahko je počasi. Starejši ljudje pa delajo malo drugačni stil. Ne?
ampak vedno smo se našli v parku, včasih tudi po treningu, v jutranji trening, potem gre na zajtrk, direktno v šolo, recimo, ali pa namesto gre domov. Ne. Samo zdaj je malce drugače vsebina in ljudje, mislim, več so starejši ljudje, hodijo v park in mlajši ljudje so, bi rekel, v današnji družbi precej zasedeni, ali pa za šolo, ali pa za službo, ne, pa teže najde časa, tako da starejši ljudje hodijo po parku in plesati, ali pa vaditi tai chi v qigong. Vsebine malce drugače. Ti prihajaš iz družine, to se pravi mati in oče, sta oba poučevala na fakulteti in tudi gojila tai chi in qigong. A je to nekaj običajnega, da na Kitajskem se znanje o veščinah prenaša iz roda v rod v družini, ne, generacijsko, ali je bilo to slučajno pri vas tako? Ne, to je v bistvu najboljši način prenašanja veščino. Ne? In nekateri nimajo vsi tako, bi rekel, sreč. Jaz pač imel srečo, oče mi najprej vzel v rok, najprej sem z njim vadil, kasneje tudi z mami. In potem je oče poslal k drugim mojstri, druge učitelje, se dobim malo širši pogled, kako drugi učijo, ne? Pa tudi dobim večjo družbo, tako da v bistvu za najstnike je zelo pomembno socialna vidika. In potem je spet vzel v svoj rok in z veseljem sem z njim vadil. Tina, zanima me, glede na to, da si začela z vadbo recimo v 30 letih, jaz nimam sama izkušnje tai chia, qigonga, jaz sem 2 leti trenirala karate, ampak sem tudi začela trenirati v taki starosti kot ti. In je bila vrsta težav, zato ker recimo ne samo pri meni, ampak tudi pri drugih, ki so bile recimo te starosti, da so bile kolena recimo zelo obremenjena, pa so nas začela boleti in tako naprej. Tako da zanima me, kako si ti, ali pa kaj svetuješ nekomu v teh letih, ali pa kako si se ti soočila s tem, da je treba naoljiti telo, da lahko vstopi v pač gojenje neke take veščine. Ne? To je zelo dobro vprašanje in tudi tvoja izkušnja je zanimiva. Jaz sem tudi poskusila v mladih letih, sicer potem, ko sem nehala plesati karate. Zato lahko povem tudi iz prve roke, da to je kar dosti drugače od tega, kar mi delamo. Konec koncev je tudi razlika v mentaliteti, karate je japonska veščina, to je pa kitajska, bolj daoistična, bi lahko rekli. In to je tisto, kar smo že prej govorili tudi o mentaliteti drugačni. In ta mentaliteta se dejansko odraža v sami veščini, v načinu gibanja. Tako da v bistvu jaz osebno sem imela toliko hude poškodbe in obrabe, recimo kolenskih sklepov kolke, hrustanca, da mi je ortoped konkretno povedal pri 17, da če nadaljujem s treningi, bom pri 30 na vozičku. Toliko hude so bile. Zato sem jaz pazila, sicer nisem mogla iz sebe, ne, in pretiravala s športom. Tako da, ko sem jaz prišla prvič na vadbo k tebi, ne, jaz nisem mogla popoln nek počepiti do konca, zato ker mene je še vse bolelo. Ampak prav to je čar teh veščin, da te pravzaprav same, ko jih delaš, naoljijo. In tu v bistvu ni težava, da bi te kolena začela boleti, če seveda delaš prav, to pač vedno poudarjamo, kako je treba pravilno stati. Ker tudi sam princip obeh veščin je, da se ustaviš pred bolečino. Če govorimo o sklepu, pustimo mišice, je treba natrenirati, ne? Ampak se pravi, popolnoma drug princip, ni te eksplozivnosti, morda pri določenih gibih je, če želiš, ampak bistveno je mehkoba, bistveno je, da teče.
da je pretočno, da je to trojno uravnavanje, ki velja za obe veščini, Qigong in Tai Chi, povezanost giba, povezanost diha in povezanost notranje umske naravnanosti, duševne naravnanosti. In vse mora biti zelo mehko in tekoče. Se pravi, že sama veščina poskrbi, da ne pride do poškodb. To se pravi, je dosti spodbudno, tudi za nekoga pri srednjih ali pa poznih srednjih letih ali kadarkoli, da lahko začne gojiti določene tehnike teh veščin. Jaz lahko rečem, da zdaj po 11 letih naredim in sem sposobna, kar se tiče mojih sklepov, veliko več kot pred 11 leti. Ampak res vsak dan redno delam to pa ja. Lahko gremo zdaj malček čez najbolj bistvene elemente TKM-ja, se pravi tradicionalne kitajske medicine, te najbolj bistvene, da pojasnimo ljudem pač nekaj osnov, na katerih potem seveda temelji cel sistem. Recimo prva taka je Qi, energija Qi in meridijani. Se pravi, kaj to je, zakaj je to toliko pomembno? Pri TKM oziroma tradicionalni kitajski medicini imajo ožje definicije ali pa širše. Ne? V bistvu Tai Chi in Qigong spada v tiste širše TKM. Kajti v TKM, če pogledamo, kateri ljudje vadijo Tai Chi, v bistvu lahko opredelimo na 3 vrste ljudi. Eni so v procesu zdravljenja, ki zdravnik dosti kombinira z drugimi metodami, uporabi tudi Tai Chi, posebej Qigong, posebej še medicinski Qigong. In drugi ljudje so po zdravljenju, torej v procesu rehabilitacije. Ampak največ ljudi ukvarja z namenom po kitajskem principu preventiva. In to mi smo že od nekdaj naučeni, da moramo skrbeti za svoje telo, za svoje zdravje. In to v bistvu vsebina tako Tai Chi kot TKM je 2 stvari. Ena je yin, druga yang. V bistvu pojem yin yang izvira iz najstarejša kitajska knjiga modrosti, I Ching se imenuje, pred 3000 let nazaj. Čeprav nastanek knjiga je dolgo proces, ampak ponavadi se reče, takrat, ko je kralja cel postavil, takrat se šteje kot ena knjiga. Samo yin-yang v bistvu vsebuje, mi v TKM vedno govorimo, kako smo yin-yang uravnani, tako tudi v našem telesu in tudi v okolju, v kateri živimo. In po kitajski medicini je zelo pomembno v kanalih oziroma v meridijanih, v kateri teče energija, yin-yang mora biti uravnoteženi. Torej ne preveč yang, preveč yin. Vedno ocenjujemo ta tip, ima preveč yin energije ali preveč yang energije. Na podlagi tega zdravnik oceni, katere metode bo uporabil oziroma katere točke pri akupunkturi bi uporabili in katere zelišče bo uporabil. Mi v našem vaju vedno zato vključeno tako imenovani samo masaža, glede na starosti, glede na letne obdobje, tako da tudi recimo veliko ljudje ne poznajo podrobno teorijo TKM v meridijani. Recimo moja babica ona je v bistvu živela do svoje visoke starosti, mislim pri 95, je doma čez noč zaspala in šla. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen,
je še pred osnovno šolo sem živel nekaj časa z njo in veliko dragocenih stvari sem naučil od nje. Seveda takrat nisem vedel, ampak s časom, ko sem odraščal in sem videl tako zelo pomembne stvari. Ona je vsak dan masirala, preden ko ostala in masirala celo telo. Seveda hrbtni strani teže masirati, zato je za mene prosila, da jaz jo masiram v hrbtni strani. In povedala, že takrat pisal na hrbtni strani vse točke, ki so povezane na naše notranje organe. Dejansko, kasneje sem izvedel, to so mehurjevo kanale, imajo največje točke, to je meridianik z največ točkami, 67. In zelo pomembne točke se nahajajo ravno na hrbtni strani. Ne. In tudi jaz sem videl, da ona preden ko ustala že vsake točke pritiska, včasih jo vprašam, kaj delam. To je zdravilo, ki moramo vsak dan jemati. Dejansko je tako, da na Kitajskem mi vedno govorimo, v našem telesu obstaja naravne svoje lekarno, vsaka točka je lahko zdravilo. Samo treba znati uporabiti in aktivirati. In to nič ne stane, zelo preprosto in ni stranska učinka. Nič ne stane, ampak pri zahodnjakih, ne, v naši kulturi postaja še dalje bolj taka kultura instant rešitev, ne, in je lažje pogoltniti eno tabletko, ne, kot pa seveda nameniti 10 minut, pol ure, 1 uro, recimo, ali pa pol ure negi telesa, zato ker je to investicija časa, mora biti redno. Tako da naša kultura ima tukaj precej tanko črto, bi rekla, no? Precej na tankem je. Ni toliko teh skrbi in gojenja, ker nadomeščajo to tabletke. Ne? Ampak samo to bi prej še vprašala, ker si omenil I Ching. Pri nas se je prevedlo I Ching kot knjiga premen in se uporablja, oziroma ljudje nekako ga proučujejo in uporabljajo bolj za napovedovanje prihodnosti, oziroma če ima nekdo težave, gre potem metat kovance in določi te pač črte, polne črte ali pa prekinjene črte, skratka, to je en tak sistem. Ampak kakorkoli gre metat te kovance, da določi ali pa da najde odgovore na neke situacije, ki ga težijo, ki ga žulijo. Se pravi, sploh ni toliko povezan z TKM-jem, saj to, kar jaz poznam. Ne? Tako da me zanima, če lahko lepo prosim, kaj malo več o tem poveš. Ja, I Ching je osnova, mi rečemo, da je izvir kitajske kulture, kitajske civilizacije. No. In mislim, I Ching se šteje na nastanek knjige I Ching, ne samo težko opisati, kdaj. Ne? Ima 3 osebnosti. Prvo je Fuxi, ki je ustvarjal 3 gram, tiste 8 osnovni element, potem je kraljev Wen. Wen Wang je sestavil heksagramov in dal posebni pomen. Vsaka 64 heksagramov ima svoj pomen, svoj komentar. Je res knjiga I Ching lahko uporabi kot knjiga vedečevanja ali pa napoved za prihodnost, ampak I Ching je v bistvu veliko več od tega. Sploh kasneje, ko 500 let kasneje, ko je Konfučij dal svoj komentar, svoj napisal I Chang, ima 10 delov, je knjiga postala tudi filozofska doktrina. Moram reči, že pred Konfučijem dejansko za knjigo I Ching še vedno odkriva
novo skrivnost. Dejansko knjiga je učbenik, je napoveduje govori vladarje in ali pa bodoče vladarje, kako treba uravnavati, kako treba svojo državo postaviti, glede na izkušnje, ki so to zdaj bile. In v bistvu govori, kako treba družbeno, kako treba vladarje približevati ljudje, kako treba sistem postaviti, kako so življenjske situacije. Tako da je zelo, zelo bogata, zelo je dragocena. Edino je to zelo težko za razumeti. Ampak ko se poglobi, se da, rabi časa, ponavadi ljudje nima toliko potrpljenja. Upam, da bomo imeli kasneje kakšne druge priložnosti, da bo več govoriti o tem. On se zelo poglablja, namreč preučuje I Ching, ampak v bistvu ga je zato, to pa nisi rekel, babica te je tudi v to upeljala, ne, tista. Ja, babica je mi pisal, I Ching pisal zelo težko zapomniti nekatere izraze, zato obstaja tako imenovane kot neka pesmica, s tem zelo poetično lahko zapomniš, vsak dan prebereš dvakrat, potem že lahko zapomniš te osnovne. Mislim, pri I Ching je zelo pomembno, kaj treba najprej učiti, kaj kasneje. Ta babica mi je naučila te osnovne stvari, glede trigrama in mi je zelo, zelo pomaga kasneje. To je bila zelo zanimiva babica, zgled. Če razumem pravilno, je TKM, se pravi tradicionalna kitajska medicina, zelo usmerjena najprej v preventivo. To se pravi, kako preprečiti bolezni, oziroma še bolje, sploh ni usmerjena v bolezen, ampak v zdravje, v ravnotežje. In če je ravnotežje, potem je tudi zdravje. Razumem pravilno? Tako, ja. Včasih drugače razumemo preventiva, oziroma daje posebni pomen. Včasih so zdravniki, za razlika od današnjega, zdravniki so tako plačani. Včasih so imeli zdravniki tudi svoj krog pacijente, svoje varovance. Tipično v cesarskem dvoru. Recimo, skupina zdravnikov skrbijo za cesarske družine, ampak te zdravniki so plačani takrat, ko so cesarske družine zdravi. Ker njihova naloga je, da ohraniti zdravje. Ne samo zdraviti. Zdraviti pomeni, to je že nekdo zbolel, to ni dobro opravil svojo nalogo, je napak pri preventivi. Zato v tem času, ko je zdravljenje, mu ukinja ali zelo zmanjša oziroma ukinja plačilo. Ko je ponovno zdravča družine, cesarska družina, potem ponovno poviša plačo. Nagrado, recimo. To se pravi, pisal poudarek na preventivo. In na zdravju. Ja, zato v bistvu dosti Qigong-vaje so nas, kako bi rekel, ustvarjali kitajski TKM zdravnik. Ker zdravnik želi ne samo zdraviti, včasih so cenili zdravnika na višji nivo. Za tisti, ki zdravi določene bolezni, to so v bistvu najnižji rang zdravnika. Boljše zdravnike so tisti, ki njihov pacient sploh ne zbolijo. Zato oni za svoj nasveti, svoje Qigong-vaje, da skrbijo, da dobro živijo, da so vedno v dobri zdravstveni kondiciji. Je, čudovito bi bilo imeti takega zdravnika. Še ena stvar je Chen ali pa Tina, kdorkoli od dveh. TKM, to, kar je značilno za kitajsko medicino, je tudi to, da je holistična, celostna, in upošteva medsebojno povezanost
celotnega sistema. Ne? In zanimivo je bilo ko sem nekje zasledila, recimo, da po kitajski medicini, če so težave z notranjimi organi, se to lahko na koži, na primer, odrazi. Ne? Vse te stvari upošteva to medsebojno soodvisnost, povezanost, ko pride do pač kakšne bolezni ali pa tegob. Ne? A lahko to malo več razložita to celostnost, holističnost? Ja, se lahko začnem, pa boš na polno. V bistvu cela teorija tradicionalne kitajske medicine temelji na delu, ki je vrhunsko, še danes se ga uporablja, in to je klasik rumenega cesarja. To je v bistvu tak medicinski dokument, ki je vreden res zakladnica, prav zaklad. In to je nastalo že tam nekje v 3. stoletju pred našim štetjem. In še danes drži. In še danes se zdravniki v bistvu, še danes ogromno komentarjev obstaja, prevodov, in še danes je to osnovno izobraževanje za zdravnike tradicionalne kitajske medicine. Se pravi, iz tega veliko izvira. Tako da bistven del tega klasika rumenega cesarja pa je prav ta teorija o celostnosti, o povezanosti. Tako da tudi, ko mi recimo v tradicionalni kitajski medicini, ko govorijo o organu, to ne govorijo o organu, kot ga mi poznamo, ne vem, recimo o jetrih ali pa o pljučah, kot organ. Ampak v bistvu je tudi drugo izrazoslovje, govori se o organskih sferah. Organska sfera pa potem vključuje marsikaj. Recimo, če govorimo o pljučih, pljuča so povezana s kožo in se seveda odrazi. Če nekaj s pljuči ni v redu, je človek bled, ta bledica recimo se potem na koži izrazi ali pa drugače na koži. Čustva so povezana. Oni zelo, recimo zdravnik tradicionalne kitajske medicine, ko ti prideš recimo k njemu, on te začne spraševati o načinu. 1 uro traja pogovor in nikoli ne vpraša direktno, kakšne so tvoje težave, ne vem, kaj te matra, ne vem, mene boli recimo rama, recimo rečem to, ne. On bo 1 uro mene spraševal o mojem načinu življenja, o načinu razmišljanja, o tem, ali sem žalostna, ali sem to, ali sem ono, ali sem tretje. Se pravi, celostno sliko želi dobiti, seveda pogleda tudi jezik, zelo opazuje oči, obraz, geste, barvo glasu, vse pride v poštev, preden recimo sklene. In če, recimo en tak primer mi je zelo zanimiv, pri nas, če ima nekdo gastritis, je to gastritis, dobi, ne vem, neko zdravilo, isto vsak, 10 ljudi pride, 10 ljudi ima gastritis, isto zdravilo dobi vsak. Nekomu pomaga, nekomu ne. Tam imaš 10 primerov gastritisa in 10 različnih primerov in popolnoma drug vzrok, ki je pripeljal do tega, da je končno stanje recimo gastritis. In to pomeni 10 različnih načinov zdravljenja in odpravljanja vzrokov in se sploh ne ukvarjajo s simptomi. Njih zanima, kaj je povzročilo to, in tu odpravljajo, ne, da se ne ponovi več. Same simptomatike pa v bistvu, simptomi me samo nek podatek. Ne. In ko nastane neravnotežje in potem zaradi njega nas pride do bolezni, ne? Ampak pač neravnotežja imajo neke svoje razloge, ne, neke vire. Recimo nekdo se lahko neprestano jezi, pa morda to sproži neko neravnotežje ali karkoli. Ampak lahko mi navedete par takih zanimivih primerov, ki jih kitajska medicina upošteva, naša pa v bistvu ne. Pa se zelo močno lahko odrazijo v zdravju ali pa na telesu. En primer je konkreten, recimo pretirana jeza, zelo močno poškoduje organ jeter. Izrazi se lahko tudi na težavah z očmi, na različne načine. Seveda mi dva nisva zdaj TKM zdravnika, da se razumemo, ampak pač seveda poznamo te stvari, ker del TKM medicine je tudi Qigong in Tai Chi Chuan. Potem recimo, kaj bi lahko našteli? Ja, TKM izogiba pretirano čustveno. Ja. Ja. Ne.
celo ne pretirano veseli. Vse, kar je izven yin-yang harmonije. Se pravi, ravnotežje, Vse, kar je osrediščeno. izven. Ampak to je tudi v bistvu v drugih kulturah in duhovnih tradicijah močen poudarek na to ravnotežje, ne? Na ravnotežje v tej dualnosti, na nihanju med skrajnostmi, ravnotežje, ali pa drugi princip je princip zlate sredine. Ne? Se pravi, je to nekaj tako obče človeškega, to ohranjanje pač ravnotežja, in če ga ni, nas seveda iztiri. Recimo primer vranice, ne? Če ima nekdo kar konkretne težave z vranico, ampak sam niti ne ve, ker recimo vranica v naši medicini je nepomemben organ, ki se jo lahko tudi odreže stran. Ne? V tradicionalni kitajski medicini je izjemno pomembna. V bistvu vranica, želodec nekako skupaj sodelujeta tudi pri imunskem sistemu. In v bistvu, če nekomu zelo pade imunski sistem, poleg tega, da seveda je treba za pljuča poskrbeti, ker tvori ta zunanji obrambni čip pljuča zaradi tega, ampak recimo za vranico je potrebno in želodec poskrbeti najprej, ker se tu potem poveže vse skupaj še z našim črevesjem in tako naprej. In če ima nekdo zelo veliko neravnovesje v vranici, tako kot bi zdravnik recimo ugotovil, prva stvar, ki te bo vprašal, ali te v življenju veliko skrbi, ali si stalno v stresu, ali stalno pričakuješ slabe stvari. Ne? Po domače, tudi, ali si pesimistično naravnan, ne? Ker to izjemno poškoduje vranico. Se pravi, znak pretirane zaskrbljenosti je vedno tudi znak neravnovesja v vranici in tudi v želodcu. Ne? Kaj pa na primer agresija, ki je zelo pogosta, sploh zdaj v zadnjem času. Agresija, ne, ki je lahko se izrazi do ljudi ali pa do samega sebe. Kako to vpliva na zdravje? Grozen. Nič kaj dober, ne? Sigurno ne. Mislim, poškoduje pravzaprav eno je, treba še vedeti, da zdaj mi govorimo recimo samo o določenem organu, ampak tu gre za cel sistem, za to, da se praktično v človeku ta življenjska sila či zaustavi, da se blokira. Či je pa direktno povezan z našo krvjo. In ko či ne teče, tudi cirkulacija ni prava in obratno. Se pravi, vedno znova vplivamo ali z telesne ali z druge ravni na to, da je ta pretočnost. In čim se zaustavi pretočnost in vsa taka zelo močna, pretirano, dolgotrajno čustvovanje, poškoduje pravzaprav celo jaz rečem, kar električno napeljavo po telesu, ne? Ampak boš ti še kaj dodal. To je Čen prejle omenil, se pravi, da je odsvetovane skrajnosti, ne? To se pravi, če je nekdo pretirano vesel, euforičen, to tudi škoduje srce. Ne? Ni v redu, ne? Ja. Ljudje mislijo, da veselo je dobra stvar, ne? Je seveda dobra stvar, ampak vsake stvari imajo tako kot znak yin-yang. Ko yang pride do maksimuma, potem začne upadati, ne? So yin raste. In vedno mora biti v neko harmonično ravnotežje. In tukaj pri zdravniku vedno uporabljajo tako teorijo 5 elementov. To so 5 elementov tudi povezane z 5 organom in organe, polne organe. Mi imamo posebne vaje, ki se dela v bistvu skozi celotno leto, ampak vsako letna sezona se dela vaja tako z posebni zvok, tudi za posebni način dihanja. Ne? Tako da lahko s tem tudi odstrani neželene učinke. Ja, v bistvu to je tudi Qigong vaje so različne, ne?
ene so bolj telesne, ampak seveda, če rečemo bolj telesne, to ne pomeni samo to, seveda je tu še dih in naravnavanje, naravnanosti. Ampak določene so pa res zelo specifične, kot recimo teh 6 zdravilnih zvokov, ki jih delamo in so vezane na specifičen organ. Ne. In tu, tako kot je omenil, tu obstaja polni organ, recimo meridian, če pogledamo sam meridian, 12 glavnih meridianov, ki je povezano z notranjimi organi. Pa če vzamemo prva 2, to sta pljuča in njegov par je debelo črevo. Kar pomeni, karkoli se odrazi na pljučih, se bo poznalo tudi na črevesju. Ne? In recimo srce je povezano s tankim črevesjem, ne? Mehur logično z ledvicami in tako naprej. Ampak eni potekajo po rokah, eni po nogah, vsi pa v bistvu vplivajo potem tudi na notranje organe, ampak ko imamo mi recimo eno točko na mehurjevem kanalu, masiramo lahko jo na glavi, ker je ta zelo dolg, tako kot je prej rekel, ima 67 točk in se začne tu pri obrveh, a konča se na mezincu in vmes so vse točke po hrbtenici navzdol in po obeh nogah. In mi imamo recimo eno točko vzadej pod kolenom na sredini, ki je izjemno pomembna za od pasu navzdol vse težave in se jo aktivira, masira in tako naprej. Se pravi, ko mi rečemo meridian mehurja, bi lahko nekdo pomislil, mehur. Ma kje pa, ne? Mehur je samo ena izmed stvari oziroma neka lastnost, bolj vodno vse skupaj. In iz tega, mislim, to je res študij. Tu, ko začneš odkrivati stvari, dejansko se kar vesolje odpre novo in je zelo zanimivo. Kaj pa ta povezana zahodna medicina, tako zadnje desetletje in več, ugotavlja, da je zelo močno povezano črevesje z možgani. Se pravi, da sta ta 2 organa v medsebojni interakciji in če pride do vnetja ali do kakršnih koli težav v črevesju, se to lahko odrazi na možganih v smislu tudi depresije. In obratno, nekdo, ki pade v depresijo, se to lahko odrazi potem, da ima težave s črevesjem. Pa me zanima, kako je to v kitajskem sistemu in kako je v kitajskem sistemu ta preventiva za dobro delovanje možgan, za zdrave možgane. Ja, mislim, možgane, glede samo glava je najbolj kompliciran podsistem v telesu. Ne? Če samo gledamo z vidika meridiane, na glavo poteka vseh 7 yang meridijani in glavni yin meridijani. Torej se 8 meridijani se zbira na glavi ali končuje ali pa začne meridijani. Zato v bistvu, kar se tiče tu na glavi, je najbolj zapleteno, katerikoli meridijani pride do neravnovesja, potem se zgodi tudi povezano z drugi organi. Kaj pravijo, da recimo, če nekdo pride k takemu zdravniku pa reče, da ga boli glava, da je to najtežje vprašanje za njega, zaradi tega, ker je toliko možnosti, kje je zdaj tisti glavni vzrok. Ne? Ampak mogoče ta navezava. Ne? Zdaj, jaz ne vem natančno to, kar si omenila, ne? Ta povezava možgani, črevo, kako zdaj oni to gledajo, ampak definitivno pri njih sploh ne pride do tega, da ne bi recimo možganov povezovali z drugim delom telesa. Pač vedno je vse, telo je vse kot ena organska celota. Se pravi, če je problem v enem organu, je jasno, da se bo to reflektiralo v telesu na najrazličnejše načine. Ne? In ena izmed stvari, ki te takama zdravnik tudi takoj vpraša, je, koliko in kako greš na WC in zelo detaljno vse zanima. Ali pa za ženske zadeve, zelo detaljno jih vse zanima, ker vse je pomembno. Ne? In seveda te sprašuje, kako se počutiš, ali si umotičen, ali si to, ne? Se pravi, kakšno je ravnotežje, ne? Se pravi, veliko stvari povezanih potem z našimi možgani. Istočasno so vse te vaje
močno narejene zato, da se stalno ta leva in desna hemisfera povezujeta in tudi vaje, ki so narejene, so tako narejene, da greš z desno na levo, z levo na desno. Raven zaradi tega, ker je to tako pomembno, ker če mi delujemo samo homolateralno, recimo samo gor, dol in v eni smeri, ne, se lahko vidimo koga, ki ima recimo zelo hude težave z duševnim zdravjem, ponavadi je zelo drža že sama, je takšna in upognjena navzdol in premika se tako, ne. Se pravi, vedno je življenje, ne, da grejo, da žari, in to se zelo reflektira v gibih, ne. In samimi, včasih je treba pač že samim gibom vplivati na to, da se stvari prebudijo. Mi imamo recimo tudi konkretno, ni vseeno, v kakšen počep greš, ne? Pa ne si, počep je zato, da se krepijo te in te mišice, tam ne. Ali imaš počep dvignjene pete, ne. Ali boš masiral črevesje, ali ne boš. Se pravi, nobena izmed vaj ni samo zato, da nekaj telo vadiš, ampak je vse namenjeno pravzaprav že tudi hkrati in samo masaži in zavedanju telesa, organov in tako naprej. In zelo težko bi sploh rekli, da ne obstaja povezava med možgani in črevesjem ali pa med želodcem, vranico in ostalimi organi. Ne. Recimo pri PTKM sta zelo povezana tudi srce in ledvice. Ne, mi imamo recimo vaje, kjer patogeno srčno toploto odvajaš in to se bo pokazalo, telo ima svojo inteligenco. Ali se bo spotilo takrat, ko to vajo delaš, ali se pa ne boš, ampak bo šla ta toplota v ledvica, da pogreje. Ampak te vaje so tako narejene, da pride do te samoregulacije. Ne. Pol seveda se cel sistem trojnega grelca in tako naprej, ki je povezan z glavo in z vsemi ostalimi, potem s trupom in vsemi notranjimi organi na 3 delih, je povezan zelo z našim odzivom na stres, z tem fight or flight in tako naprej. Ne. Boj, beg, zmrzni. Ja, recimo, zakaj si moramo zakaj si je tako dobro, to so že tudi naše babice vse vedele masirati, teme, ne, pa nas rečemo teme, če se prevede pa iz kitajščine, pa rečejo temu sonce, ne. Ja, pri nas so sence. Pardon, teme. Pardon. Sence in v kitajščini se imenuje sonce. In recimo ta del bi mogli dnevno masirati, zato ker tu se konča trojni grelec, to je tak yang meridian in gre po roki navzgor in se na koncu obrvi konča in cel ta senčni oziroma sončni del, če se vsak dan zmasira, to smo ogromno že naredili za to, da se notranje globoko umirimo. To so tako preproste zadeve, ampak pozabljamo. Se pravi, ljudje, masirajte si nežno sence. Ja, cel obraz, vse. Ja, no, ampak saj sence. Saj sence, ampak prejle, ko si govorila o tej aktivaciji leve pa desne hemisfere, ko sem pisala svojo prvo knjigo, sem naletela na eno vajo, ta nima veze s TKM, ampak čisto tako, ko to omenjamo, na eno vajo in pa sem jo uporabljala, ker me je zanimal ta eksperiment, če bo res se karkoli drazla, namreč ko se človek loti dela, da ima aktivirano vse, kar je mogoče, ne? Se pravi in levo in desno hemisfero. In pa sem se usedla in sem to naredila. 1, 2, 3, 4, la, 1, 2, 3, 4. Se pravi, logično in pač to, kar seveda s česar izhaja umetnost, ne. In tudi vmes, ko sem dolgo delala, po parih urah sem zopet s tem prekinjala. Zdaj ne vem, če je to iz mene iztisnilo najboljš, ne, ampak res je deloval nekako poživitven, ne, to se pravi, da imamo mi aktivirane vse svoje potenciale, levo hemisfero in desno, je res dobrodejno, na kjerikoli ravni, karkoli počnemo. To je direktno povezano s tem ravnovesjem med yin in yang. Na energetski ravni je to povezano. Ne? In to se potem odraži ne samo v telesu, v fizičnem telesu, ampak v našem čustvovanju, v naši naravnanosti, v naši notranji drži. Čim ni ravnovesja med eno in drugo stranjo,
konec koncev rečemo tudi žensko, moško, pozitivno, negativno. Ne? Ampak negativno, recimo negativno yin in vse, kar yin, danes rečemo, jo je pa negativno, pa ne, je zelo pomembno negovati ta yin in zelo pomembno tudi ta drugačen, bolj aktivni princip, pozitiven. Ne? Ampak oboje mora iti z roko v roki. Če to ni uravnoteženje, imamo takoj težave. Ja, in aktivnost in pasivnost, se pravi in aktivnost in počitek, Ja, oboje mora biti v nekem harmoničnem prepletu. Ampak ko si prej omenjala to povezanost čustev s telesom, ki je tudi v tem kitajskem sistemu zelo močno upoštevana, v našem ne toliko, jeza z jetri, imamo tudi mi pregovor nekako, da mi greš na jetra, na jetra mi greš. Se pravi, so vedeli. Očitno so naši predniki vedeli ali pa imeli izkustveno nekako izkušnjo v tej povezanosti. Ker recimo, vsa čustva so seveda naravna in morajo biti. Problem je samo, ko traja predolgo. To je. Da ne bomo zdaj govorili o tem, da človek ne sme biti vesel, da ne bi kdo narobe razumel tega. Ali pa tudi pretirano vesel. Lahko si pretirano vesel, lahko si ekstatičen, ampak opazuj se, kadar pride res do tistega pretiranega izbruha veselja, se mora človek opazovati, kaj se mu zgodi potem. Ponovadi si utrujen, ker je to v bistvu že stres za telo, ker je bilo pretirano. Ko si pa po naravi vesel in se rad smejiš, to je pa super. To ne spada v to pretirano veselje. Govorimo res o tistem, kar gre čez mejo, to te izčrpa, v bistvu rabiš se potem umiriti, ker malo si utrujen potem, kakor si bil prej poln energije, ker to je le potrebna energija v telesu za tako reakcijo. To je super, da si na to opozorila. Vsa čustva so legitimna, zato ker so reakcije, naše reakcije na karkoli se dogaja. Vsa čustva so legitimna. Problem je pa, če se v neko čustvo zataknemo, če nas preplavi in če v njem ostanemo dolgo časa ali pa predolgo časa. Tako, recimo dajo prav primer žalost. Seveda je, če recimo ob izgubi bližnjega, pa normalno je, da je človek žalosten. In za vsakega traja to malo svoj čas, ampak če traja pa zelo predolgo in človek ne zna sam več iz tega, je pa v bistvu to potem poškoduje pljuča in iz tega potem pljuča in ostale organe. Predvsem na črevesje vpliva. Neverjetno. Ali pa strah je z ledvicami. Strah je povezan z ledvicami. Ko da nekdo, ki ga je skozi strah, ponavadi zdravnik kar hitro ve, da bo neravnovesje našel v organski sferi ledvic. Kaj pa še tale, ki je tudi zelo pomemben, sploh v teh zadnjih 2 letih, ko je bila epidemija, je nemoč. Nemoč, ko ljudje enostavno padejo v nekakšno implozijo, da ne morejo stvari spremeniti, da ne morejo življenje premakniti, da so stvari premočne. Tako, skratka, nemoč. In iz tega potem tudi lahko pride do depresije, ampak prva je nemoč. Prva je nemoč, zdaj sama nemoč, to bi mogla prav preveriti, ampak samo pomanjkanje vizije v življenju, to je pa spet z jetri povezano. Recimo to, da ne vidiš naprej več, to so spet jetra. In ta nemoč, odvisno kako se izrazi, ampak dostikrat je bila ta prvi odziv jeza, pa šele potem sledila nemoč. Ampak točno za nemoč to bi mogla prav pogledati, ker to je cela paleta, pa različne... Tudi strah za prihodnost. Strah pred prihodnostjo tudi v to spada. Pretirana zaskrbljenost, tudi kaj bo vse. V bistvu bi lahko rekli, da nasplošno to stanje zdaj zadnji 2 leti napadlo prav vse. Mislim, govorim telesne vidike. Kaj bi pa recimo, kako bi pa ti pojasnil to, da imamo Slovenci precejšno težavo s samomorilnostjo? To se pravi, je to pač jeza, ki se usmeri proti samem sebi. Ampak
ta del, ta aspekt je precej imamo težav z njim. Ne? Se pravi, kako bi ti to pojasnil, zakaj, od česa to izvira, ta izjemna jeza, ki se usmeri proti sebi, ta agresija, ki se pol usmeri proti samem sebi. Ja, mislim, da tukaj ima več razlogov. Ena je to, da namesto jeza sprosti ven, ne, pa usmerja v napačni smeri, za sam sebe krivi. Ne. Dejansko po TKM mora širše gledati. Ne. Vsaka stvar, mi rečemo, 人在做天在看, to se pravi, kar mi delamo, ne bo nas gleda. Ne. Ni vse odvisno od nas. Pomembno je, da mi naredimo po svoje moči. Če uspe ali ne uspe, to še mnogo drugih faktorjev. Tudi I Ching govori o tem. Pomembno, da se mi damo vse od sebe. Da se potrudi. Ampak včasih z majhnim trudom, zelo uspešno, včasih celo življenje matraš, ampak ni učinkov. To ni, bi rekel, ni vse odvisno. Odvisno od vremena, od pozicije, od položaja, mislim. In zato več stvari, zato tudi I Ching govori o tem. Pa še ena stvar, mogoče Slovenci, nekatere, kar se tega tiče, vi ste rekli, samomor, verjetno preveč pričakujejo od sebe. Ne? Se pravi, zelo visoke pričakovanja in visoki standardi. Ja. Če ne doseže, potem si žalostno, ne mora sprejeti to dejstvo. Mislim, da različno ljudje, verjetno različne situacije. Ne? Ampak vsekakor je pomembno, da spremeniti v negativno, slabo energijo, spraviti v dobrem. Tukaj spet pravi in ja, ni ravnotežje. Meni je zdaj na pamet prišlo nekaj. Ne? Kaj je mene na Kitajskem zelo fasciniralo, ko sem prišla tja? Odprtost ljudi, nasmejanost, predvsem pa recimo ta situacija v parkih. Ne? In tega pri nas, morda se bo spremenilo, ampak sigurno ne bi doživela, in to zaradi enega momenta, in to je pretirana obremenjenost s sabo. Kako me drugi vidijo, kako bom izpadel navzven. Ne? Tam, ko vidiš v parku ljudi, kaj vse počnejo, kaj delajo, ne vem, en je recimo metode, samo masaže so tudi to, da se postavi ob drevo in zdaj se drgne ob drevo in to dela 20 minut. Namesto masaže oni to delajo, recimo tist način, kako plešajo. Če bi recimo pri nas nekoga videl na ta način, eni so profi, super, eni pa res, kako bi rekli, če bi pri nas to videli, bi rekli, joj, da se upa takole pred vsemi, ne. Njih ne briga, njih ne zanima, on ima čas zase, to si privošči in ga res, prav vidi se, ne zanima jih, kaj si ti misliš. Pravzaprav, ko smo mi kot zahodnjaki v skupini, ko smo prišli mimo in se ustavili, da jih pogledamo, oni so bili tako ponosni. Ne. Sploh se je videl, ni najmanjše misli, da bi bilo nekomu narodno. Takrat so šele zaživeli, ne, ker imajo celo občinstvo. In to se je videlo po vseh, mi smo šli od juga do severa. V bistvu, kar se tiče te reakcije, pa vsod. In en drug, recimo, imajo zelo, zdaj so prepovedali, ne, ker so imeli zelo zvočnike in zelo glasno glasbo. Ena skupina pa pol tako izraven, druga skupina, vsak svojo glasbo, to je bilo kakofonije, sploh ne veš več, na katero glasbo je kdo plesal. Ampak meni je bilo najbolj všeč to, kako so neobremenjeni, sproščeni, veseli. Se pravi, niti niso obremenjeni z drugimi in z sodbami, ki jih imajo drugi v njih, ampak tudi to je pomembno, kar je Čem poudaril, te visoki standardi,
ker potem lahko postanemo pretirano kritični do sebe ali pa nezadovoljni s svojimi življenji. To pripelje potem lahko do stiske ali pa tudi do izgube smisla, ne? Sej mi ne bo nikoli uspelo, sej sem popolna zguba, sej sem čisti luzer. Tako lahko pripelje do teh najbolj temačnih potem doživljanj. Ja, ker se skozi primerjaš z drugimi, z nekom, ki je boljši, ne, mogoče mlajši, karkoli. In potem že v štartu, že na začetku nimaš za kaj, za kar bi to počel, ker pač ne boš boljši. Njim ne gre za to, da bi bili boljši. Oni so prišli tja uživati v tem, kar počnejo. In to se je res videlo. Ne tekmuje z drugim, ne, to gledati, mislim, uživati zase, ne. Če zahodne vedno tekmuje, ne. Tekmuje so sosede v službi, namesto gledali za svoje veselje, ne. Zato je tudi včasih učitelji nam pravi med treningom, ne gledati, kako mi rečemo, kako so dobre na druga skupina. Ne rabi gledati, ti delaš svoje. Koliko boš ti lahko, ne? Pomembno je premagati sebe, spoznati sebe. No, to bomo kasneje govorili. Pri teči ni toliko pomeni premagati nasprotnika, to splošno govori, ampak dejansko je premagati sebe je najtežje. Ja. Tudi najbolj. Ja. Se malo zdaj dotaknem tega tai čija in čigonga, pejmo najprej na tai či, ampak tukaj imam eno zanimivo misel, če lahko preberem, nekje sem našla tole tvojo izjavo, čem, da sta čigong pa tai či kot plamen in olje. Tai či je plamen svetilke in čigong olje, ki mu daje življenje. To se pravi, gre za dve disciplini, ki sta očitno med sabo zelo podporni in povezani. Ja. No, najprej tai či. Poznamo ga po teh mehkih, nežnih, umirjenih gibih, ki izgledajo nam zahodnjakom kot zelo sofisticiran balet, ne. Se pravi, kaj je ta srž tai čija? Sočasno je pa lahko tudi borilna veščina, ki seveda jo uporabimo za svojo zaščito. No, pravzaprav pravo ime veščine je tai chi čuan. To se pravi 3 pismenke. S tem je 2 dela. Tai chi je en del, čuan je drugi del. Čuan pomeni pest, fizično. Ampak čuan tukaj podaljšana pomeni borilna veščina. Tai chi v bistvu je filozofski izraz. V bistvu je kombinacija yin yang. In skozi, to se pravi, to je veščina, ki izvira iz kitajske tradicije, iz kitajske kulture in iz kitajske miselnosti. To se pravi, vsaka stvar ima 2 stvari, yin in yang. Tako kot v veščini tai chi, tudi splošno v TKM, v medicini ali pa splošno v naše razmišljanje. Stari Kitajci skozi to yin yang so razumeli svoje telo, svoje kot malo vesolje in kot razumeli, kako deluje veliko vesolje in so vedno govorili o tem, da če v veliko vesolje in ni uravnotežena, potem se zgodi naravno nesreča, naravno katastrofa. In v naše male vesolje, če se ne ravnoteži, potem se zgodi bolezen ali pa slabo počutje. Ne. Tako v veščini je zelo pomembno, mi rečemo, stabilnosti in hkrati tudi fleksibilnosti. To moramo postaviti v take pozicije, da smo torej na eni strani smo prizemljeni in na drugi strani vedno smo pripravljeni na gibanje naprej ali nazaj, levo, desno, odvisno od situacije. Tai chi v bistvu je
je ena najbolj znana borilna veščina v sistemu Wushu. Wushu je pomeni kitajska borilna veščina, ki imajo več vrst, ne? Recimo Shaolin ali pa Changquan, Nanquan. Tai Chi je ena najbolj znana in tudi največ ljudi vadijo. Seveda danes Tai Chi še ne samo kot ena borilna veščina, tudi kot razvijajo se v drugi smeri, kot ena vrsta pomočna terapevtska vaja, tudi vaja za razgibavanje, odvisno od ljudi, ki vadijo. In tudi v zadnjih 20-30 let in zelo cenjena kot vaja za proti stresu in kot vaja ravnoteže z veliko preveč obremenjenosti ljudje v službi ali pa v družbi. Zato veliko ljudi tudi vadijo na mesto tek, na mesto kolesarjenja, vadijo tudi Tai Chi. In zelo njim se obrestuje. Dejansko Tai Chi kot je ena zaklad, vsak lahko dobi svoje dobre stvari zase, ne glede na starosti. Qigong je pa še starejša veščina. Qi pomeni naše življenjske energije, Gong je v bistvu veščina, za katero negujemo in premenitimo energijo. Qigong je v bistvu je osnova za Tai Chi Chuan. Če Tai Chi Chuan dejansko ne uporabimo toliko za zunanje močjo, kot recimo pri boksu, ampak bo uporabimo tako imenovane notranje energije. To pa potrebujemo veliko treninga Qigonga, da razvija notranje energije, kako se izvira od znotraj, od energetskih centra, usmerja v zunanje del, usmerja ali pa v rokah ali pa v nogah, kam usmerja energijo. Zato v bistvu te veščine delamo skupaj, tako da je zelo prav izraz, da če plamen ni olje, potem se hitro pogasi, če je olje stalno dodajamo, potem se vedno lahko dlje časa drži. A Tai Chi tudi pozna, tako kot druge borilne veščine, to točko Tan Tien, ki je pod popkom kot središče naše? Seveda, pri Tai Chi pozna v bistvu 3 Tan Tien, mi govorimo. 3 Tan Tien? Ja. A lahko samo pojasnim, da bojo ljudje to razumeli, kaj govorimo, ta točka, to je par centimetrov pod popkom, ne? Središče. 4 prste. 4 prste, ja. Znotraj. Ja. Jaz sem jo recimo doživela samo enkrat, ko sem pač trenirala karate, 2 leti, ampak samo enkrat sem jo doživela. In to, bila sem pač v enem položaju in ko me je nekdo seveda napadel, udaril ali karkoli, poskušal premakniti, ko sem bila res v tem središču, me ni mogel premakniti. Ob tem, da je bil to moški, ki je bil mnogo večji od mene, in tudi tako zajeten. Tako da sem jo doživela in je to izjemno, ta občutek tolikšne usidranosti, prav usidranosti, da te nek hrust ne more premakniti, ne. To je ta točka Tan Tien, zato je tako magična. Ja. No, zdaj pa 3 so 3 so, to je spodnji Tan Tien. Sredinski Tan Tien imamo tukaj, na sredini bratovic, ne. In to je zgornji Tan Tien. Ampak spodnji Tan Tien je najpomembnejši. Vedno ker ko vadimo, najprej moramo rečemo, da napolnimo spodnji Tan Tien Qi. Tukaj tudi v bistvu je skladišče našega Qija. Tudi poleg tega je center naše gibanja. To se pravi, v bistvu vse pozornost tukaj izvira naše gibanje.
to se takoj vidi, če kdo vadi. Eni pravi, da je še leta vadi, potem ko začne vaditi, takoj vidi, ali pravilno vadi ali ne, ali pa ko se mi pripravimo na vajo, postavimo na tako imenovanje Zen pozicija, stoječe meditacije, tudi od takrat začne že intenzivno usmerjamo naše energije v spodnji dentje, da se okrepi, da se osredotoči in potem med gibanjem tudi vedno imamo v mislih, da dentje nas vodi gibe. Ne? To se pravi, ne obratno, ne eni, če gleda, eni v bistvu dela samo z roko, pogosto zanemarja teči. Ko se nekaj časa vadimo spodnje dentje, potem se lahko usmerja navzgor na sredinske dentje in navzgor na zgornje dentje. Nikakor ne obratno. Eni pa gledajo, mogoče samo skozi video gleda, pa lahko pride do nezaželene posledice, lahko pride glava bol ali pa kaj. To se pravi, ni vrstni red postava, ni postava osnovo, temelje. Prav razumem, če recimo šaolini, te menihi, ki se opeke razbijajo na glavah, so nekajkrat gostovali tudi tukaj v Sloveniji, tako da ljudje so to izkusili. Jaz sem videla, kako si je on pač tako izgledal, tako je deloval, kot da je vso energijo v svojemu sistemu, ne samo telesnem, ampak tudi energetskem sistemu okoli telesa, nekako postrgal in nabil v to točko tantijena spodnega. Ne? In ko je to naredil s takimi nekimi gibi, kot da bi postrgal vso energijo, zdaj lahko je to performance, jaz sem razumela, da enostavno vso energijo v središče v ta tantijen in ko je bil pripravljen, mu je pač njegov kolega razbil opeko na glavi. Skratka, a je to pravo razumevanje, da je od te osrediščenosti in moči te točke so odvisne tudi pač take dimenzije, ki jih drugi normalni zemljani ne moremo pač... Ja, to so leta treninge, v bistvu oni so strenirali tisti del telesa, da je koža zelo debelo in to se tukaj tudi usmerja energije, tudi kakšenkoli udalec ne mora prebiti. Ampak moram vedeti, to je v bistvu, kar mi vidimo na odru, je veliko treninga, tudi so poškodbe, tudi so bi rekel, neuspehe, ampak to je bolj za šov. Veliko... Ne priporoča. Ne razbijajte opek, ne goji tantijena, pa razbijate opek. To me zanima, koliko je v teh veščinah pomembno dihanje. Skratka, cel ta spektr dihalnih tehnik ali pa veščine dihanja, recimo v indijski tradiciji, pranajam je to izjemno, ali pa v jogi je to izjemno pomembna praksa. Predvidevam, da pri vas je tudi določena pozornost na temu. Predvsem je pomembno, da se trebušno diha, se pravi, da se ne diha samo s prsnim košem, ampak da se diha od trebuha navzgor, se pravi, da se napolni ta spodnji režen pljuč tudi. Ampak na začetku v bistvu so določene vaje, ki jih imamo, kjer je treba dihati obratno trebušno. Ampak zelo opozarjajo, da se s tem ni zahecati kar tako mečken, to vemo, kaj se lahko pol z energijo v telesu zgodi. Tako da dejansko usmerjanje, mi ko recimo vadimo, vedno usmerjamo dih v spodnji dantjen, tudi na začetku sploh, ker ko ti usmerjaš dih v spodnji dantjen, se misli umirijo, se glava umiri.
Se pravi, začutiš malo miru. Ne? In imamo v bistvu to dostikrat pospremo ali s to meditacijo, ki je prej razlagal, stoječo, ali z določenimi gibi, se pravi, ko roke dvigneš gor nad glavo in spuščaš dol, kot da bi želel, da lahko si predstavljamo tako, naša glava je čez dan kar dosti polna, ne? Strele švigajo okrog in v bistvu s temi vajami in s tem dihom pravzaprav ti pošleš energijo navzdol, da se tu gor pri glavi spuca. In to je v bistvu, mi imamo vedno na začetku, preden karkoli začnemo, imamo samo masažo, raven zaradi tega, da se že tu ta določene blokade ali pa preveč nakopičena energija na določenih mestih lepo sprosti. To je recimo tisto, kar najprej naredimo in potem umirimo, preden začnemo resno delati recimo qigong, vedno umirimo in se osredotočimo na spodnji dantian, zato, da se mentalno naravnamo pravilno. In šele na to začnemo delati vajo. Zaradi tega, ker če ni pravilne naravnanosti, je to lahko samo telovadba. In to uravnamo z dihom najlažje. Med vajo je pa tako, med samo vajo, če mi delamo neko formo, ne, recimo, da konkretno rečem qigong formo, kjerkoli, se osredotočamo, ko enkrat poznamo gibe zelo dobro in nam pridejo kri, da ne razmišljamo več, kam gre leva, desna roka, takrat pride ta moment, ko se lahko bolj posvetimo intenzivno dihanju, se pravi, da uskladimo gibe oziroma dih z gibom, kar nam bolj gre. Šele na to pride pa še bolj subtilen vidik, usmerjanje pozornosti ali karkoli, odvisno od vaje. Ampak dih na začetku, tudi če se ukvarjamo z gibom, je pomemben, da dihamo sproščeno, naravno in v trebuh. Se pravi, to je osnova. Nikoli tu gor, ker to že v bistvu naše počutje spremeni. In mogoče bi jaz omenila še 3 točke, ki so pomembne zelo pri vadbi in tai chi chuana in qigonga. Ena je na vrhu glave, od ušes navzgor, to je bajhuj. Ta nas v bistvu povezuje z nebom, bi rekli. Ne? To je teme ali za malček za temeno? V bistvu je tako, od ušes direktno gor je točka. Ne? Tako da ni čisto. Vrata v nebo. Ja, vrata v nebo. Ne? Potem imamo na stopalih zelo pomembno točko, na pregibu stopala, Yongchuan oziroma brbotajoči izvir. S to točko, to je v bistvu prva točka na meridianu ledvic, ampak s to točko se pa zakoreninimo v zemljo. Se pravi, dantian je tudi povezan s to točko, zato ker iz zemlje tisto energijo včasih, recimo pri tai chi, neko je udarc, od nog čez dantian v roko potegneš, ne? Ja sem prav povedala to. Ja. Moram preveriti. Skratka, te točke na stopalih so izjemno pomembno, ker skozi njih mi zemljimo. In vedno rečemo, recimo tudi med to vodeno meditacijo na začetku, kako je pomembno, da poženemo korenine v zemljo kot drevo in si res predstavljaš, da si drevo. Poleg tega, najpomembnejše centre smo omenili, ne? Poleg tega je pomembno na rokah, na sredini rok imamo na meridianu srčnika točke Laogong, na sredini dlani. Ja, skoraj na sredini dlani. Od tu oddajamo ali prejemamo energijo. Ne? Mi v bistvu, ko recimo, da bi zdaj na sredinski dantian usmerila energijo in obrnila dlani proti sebi, v bistvu naredim en tak trikotnik in z te sredine dlani skozi te točke Laogong usmerjam jaz v bistvu energijo. Ne? Zato gre. Ali tu, če dam nad glavo, na bajhuj in ta bajhuj nas povezuje z nebom. Yongchuan nas povezuje z zemljo in smo v bistvu vertikalno poravnani in zavzamemo, sploh bajhuj je pomemben zato, meni je toliko dragocena in vedno poudarjam med vajo, da se jo stalno zavedamo, ker nas potegne navzgor in se vrat lepo poravna, da gre malo navznoter in med vajo ves čas mi v bistvu položimo konico jezika na nebo, tako kot poznamo pri kakšnih meditativnih praksah, ampak to je čist logično, ker imamo še 2 zelo pomembna meridiana, od presredka navzgor gre sta en po hrbtu gor, en pa spredi, ne? En je yang glavni. Ne? In mi ta yang glavni se tu konča nad zgornjo ustnico, yin glavni se pa konča pod spodnjo ustnico in mi, ko
položimo jezik na nebo, ju povežemo. In potem na ta način rečejo, da sklenemo ta mali nebeški krog, da je ta energija lepo pretočna, da se lahko začnejo dogajati procesi v telesu. Tako da so v bistvu to take ključne stvari, ki jih stalno potem ponavljamo tudi med vajo, in vse to je povezano tudi z dihanjem. Se pravi, kam dihamo, kam usmerjamo dih in odkot dihamo. Zdaj, doskrat je tako, da rečeš, da dihaš v trebuh, pa nekdo misli, da pljuča se pa nič ne premikajo. Je seveda se je treba vdihati. Ampak problem je plitko dihanje, ne? In temu se pa med qigongom res izogibamo in tudi med recimo qigong in tai chijem ne smemo biti zadihani, ker je to povezano z čijem in zadihanost pravzaprav vznemiri či in spet poruši ravnovesje. Tako da med samo vajo je treba zelo mirno ohranjati. Ne? Je pa zanimivo, da ko nekdo recimo tudi, če pride na vajo, to smo dostikrat slišali, pa tudi moja osebna izkušnja je to večkrat bila, nekdo na vajo pride vznemirjen, ne? Tak zelo, sploh ne ve, če bi vstal, ne? Po vaji prerojen, ja. In se vedno potem takšni še bolj zahvalijo, ne, ker hvala Bogu, da sem prišel, ne, kljub temu, da mi ni bilo zajeti, ali pa je malo tak lenoben, pa se ne da, pa poln ali pa deževen dan, ali pa utrujen. A pa lahko zdaj za konec podelita kakšne take zelo preproste, praktične nasvete, kako ohranjati naše zdravje. Se pravi, kaj je najbolj pomembno pri tej negi. Verjetno ne bomo nikoli na tej ravni, kot je bila tvoja babica, ki je obvladala masažo celega telesa, ne, in dočakala 95 let, ampak nekaj bolj preprostih nasvetov, ki jih lahko vsak od nas goji. Ja, mislim, da bom jaz povedal, da nekaj boš ti. Mogoče mi pri vsaki vaji delamo tako imenovanje tapkanje po meridijani, oziroma rečemo masaž po meridijani, odvisno, ali delamo zjutraj ali pa zvečer. Pomembno je, to je zelo preprosto in recimo babica, on predtem, ko vstane, najprej masira, ne? To zjutraj masira celo meridijani. Mislim, vseh 12 meridijanov, normalni meridijan. Potem popoldan, ko dela, pa malo tapkanje. To se pravi, mi dejansko vsak dan lahko, vsak od nas, da naučimo to preprosto vaja. S tem ni mus, da pozna sistem meridijane, samo da zapomni, bi rekel, kako poteka. Ne? S tem od rok, od telesa, v bistvu tukaj začne. Prstnega kosa, ne? Pa vedno na levi strani, ne? Ja, vedno na levo začne. Najprej po notranji strani, proti prstu. Se pravi, se tapka po notranji strani. Ali pa masira. Ja, to so yin meridijani, rok. Trije so, ne? Ene zgore, ene spodaj, ene na sredini. To so pljučni, to je srce, pa osrčnik. Ampak pustimo to, ni treba, za začetek ni treba zapomniti. Samo zapomnimo po notranji strani roke, to so yin roke meridijani. In potem nadaljuje na drugi strani yang roke meridijani. In se po hrbtni strani roke tapka do rame. Ja, do rame dejansko poteka na glavo, ne? Simetrično tudi na drugi strani. To se pravi, 3 yin roke meridijani tako poteka in potem je 3 yang roke meridijani poteka na glavo. Ampak mi masiramo samo pri roke. To so 2 skupine, to so 6 meridijani. Torej 3 yin roke meridijani, 3 yang roke meridijani. Po glavi mečkam potapkamo, ne? Ja. Preden gremo dol na ja, ali pa glavo posebej. Potem imamo še 2 skupine. To so 2 skupine, to so meridijani noge. Ne? S tem je, tukaj nadaljuje od glave na vzdolj, to so meridijani noge. Po sprednji strani gre na vzdolj, do stopala,
do nogah, do stopal, do stopal, do prstov. Ja, do prstov. Po sprednji strani. In potem po hrbtni nazaj. Po notranji strani noge. Po notranji Po nazaj. notranji strani noge. To so in noge meridijane gre navzgor. Ker in gre od zemlje navzgor, Ja. Jan gre od sonca. dol. Nebo je največji jan, zemlja je največji yin. Od zgore navzdol, to so yang meridijani. Od spodaj, od zemlje navzgor so yin meridijani. No in potem, ko se tapka od prsnega koša navzdol po nogah do podplatov in potem po notranji strani navzgor, Ja. kaj pa potem? To tukaj, Tudi, tukaj tudi zaključi. Ja. na prsih se zaključi In tapkanje. potem nadaljuje. Ne? Zopet še Zopet, enkrat ja, isti cikl. Ja, trikrat. Trikrat. Ja, ker 12 meridijanov lahko razdelimo na 3 cikle. Vsak cikl ima 4 meridijane. Ampak Potem v bistvu je tako, če bi poenostavili, ne, mi lahko tudi roko razdelimo tako, da bolj pavčevo stran masiramo, pa pol bolj mezinčevo, Ne, ampak to je to je prekomplicirano. prekomplicirano. Ja. Tako da masirati je v bistvu in bo isto tako zaleglo, masirati notranjo stran roke, zunanjo stran roke, na obe roki, potem pa po sprednji strani telesa dol, pa po notranji gor. Potem ponoviti na rokah enako in masirati zadnjo stran, hrbtno stran telesa dol in po notranji strani gor. Kako pa hrbtna stran si Zato, ker, zmasiraš? ja, v bistvu z roko? mečkan tu čez, pa pač na ledvenem delu, kjer dosežeš. Ne? Tam Aha. okrog lopatic pač ne bo. Ne? Aha, in greš potem In greš po hrbtni strani in potem razdeliš na obe nogi, ne? Se pravi po zadnjici in Hrbtni strani nog. Tako, ja, pa čez meča do mezincev in potem spet po notranji strani gor. Ne? In potem spet ponovimo na rokah in še ene strani nismo zmasirali in to je bočna. In še po bočni dol in spet po notranji gor. Notranja ni tako razdeljena, ker po notranji grejo 3 yin meridijani nog, vranica, ledvica in pa jetra. Tu, kar je bolj, sprednja stran je želodec, zadnja stran je hrbet in bočna stran je žolčnik. In to so te yin-yang meridijani. Ampak dosti je, če pomasiramo, tapkamo, se pravi roke in sprednjo stran telesa, zadnjo stran telesa, bočno stran, po nogah na notranji strani gremo pa vedno isto in do prsnega koša. Kolikokrat vsazga od teh enkrat ali trikrat, koliko se ponovi? Ne, v bistvu po rokah se mora večkrat ponoviti, zato ker imamo pač eno roko, s katero masiramo najprej eno, pa drugo. Ne. Mi istočasno potem po nogah masiramo. Ne. Tako da lahko dejansko zgleda, kot da bi po rokah ponovili trikrat, po nogah pa praktično po notranji strani tudi, po teh yang meridijanih pa zgleda pa samo enkrat. Ne. Ampak v bistvu ni nekega pravila. Če vam paše, pa če imate čas. Ampak to je nasvet za popoldansko, ne za jutranjo. Ne, tudi za jutranjo. Jaz tega ne spustim. Ne, ko spustim, to zjutraj počutim. Ja, jaz pravim, babica, preden ko vstane, ne, on masira. Ko vstane, potem je lahko tapka. Ja. Preden ko vstane, on najprej masira. Potem je, ko vstane, dopoldan ali popoldan, pa tapka po meridijani. In to je, mislim, po celo telo, potem dela to. Ne. To je zelo dobro. Se pravi, s prsti skupaj tapkati. Ne? Tukaj je v bistvu 6 meridijane na ene roke, 6 meridijane. To je pljuča, debelo črevo, tanko črevo, srce, osrčnik in trojni grelec. To so 3 meridijane zaključi in 3 meridijane začne. Ne. Tako da zato delajo tako, ali pa v parku tak dela. To je koda plovska, dejansko zelo. Tudi, ko vsi skupaj v krogu dela, da ima veliko energije. Tudi so ugotovili dejansko z te tapkanje v krogu strup gre ven. Tapkanje v krogu, kaj to misliš? Da ljudje stojijo v krogu, da stojijo v krogu in tapkajo. Aha. To ploskanje v bistvu. Potem dela to, ne? Dela to. Se pravi skupaj prste, s konicami prsti tapkajo. In potem tole, to,
Se pravi, med prsti greš in to. Ja, tisti, ki nas poslušajo, je dobro, da poiščejo nas še na video posnetku, zato da bojo videli, kaj zdaj mi delamo, bo lažje. Ker je to tako super, da z nami vidva podelita te stvari, da škoda bi bilo, da ne bi šli to pogledati. Še ena stvar, ki jo imam jaz zelo rada, pa je tako preprosta, je pa, da nohte podrgnemo skupaj. Kaj pa to? Zakaj to? To? Zdaj pa Maja poskusi in zdaj roke narazen, pa začuti. Je pretok, je mrgoli na konicah prstov. Je prijetna, lahkost, čutim lahkost. Ja. Še večjo lahkost. To takoj sproži pretok. Takoj. In to po vseh meridijanih rok. Ne? Tako da, take zelo preproste stvari, ker na ta način, ne, ko govorimo o taj čvanu čigongu, je v bistvu zelo težko govoriti, ker jih je res treba gibati. Ne? Pa verjetno je nasvet ta, ki sem se jaz danes naučila od Čena, da ne ostanemo v ekstremnih čustvenih stanjih, če tudi so izjemno prijetna. To se pravi, če tudi gre za čudovito ekstremno radost, čudovito ekstremno veselje, tudi če so prijetna, da ne ustanemo v njih, zato ker tudi ta skrajnost ne deluje dobro na telo. Je tako? No, vidim, da ker sem prosila Čena še za pred samim intervjujem, če lahko pove par misli v kitajščini, da mi začutimo in slišimo ta čudovit pesniški melodični jezik in je prinesel nekaj teh misli, pa bi prosila, če jih poveš. Ja, tukaj sva izbrala dve kratke stavke, dve misli. Ne? Ja. Ena je, ne vem, če kamera pa vidi. Se ti povej. Kar povej. Povedal, ja. Reče se 知人者智 自知者明. Zunaj vse je enako. Še enkrat, čudovito. To je v kitajščini je tudi težko. Ker če pogledate, je v večina pismenka. Še enkrat, čem prosim, celota. Tole, je poznavati. Ren, človek, tisti. Pametno. Oziroma modro. Min, torej, 知人者智 自知者明. To je iz Tao Te Ching 33 poglavja. Se pravi, iz knjige Premen 33. Tao Te Ching, to je Dao in vrlina. Aha, vrline iz vrline, iz vrline da. In to pomeni, kaj pomeni celota? To pomeni poznati druge je modrost. Poznati samega sebe je razsvetljenje. Razsvetljenje. Poznati samega sebe je razsvetljenje. Čudovita. In še eno misel imaš? Še eno misel, mi dostikrat na vaje povemo, uporabljamo, ker teči je Qigong, ne samo za zahodnjaka, tudi za Kitajce ni lahka večina. In izgleda je lahko zelo lepo, ampak ko jaz začnem vaditi, potem celo ljudje pravi, ne vem, kje bo leva roka, kje je desna. Skratka, ne samo roke, pomembno je spoznati, kako se telo giblje, kako uravnoteženo giblje, kako telo kot celota, kje je yang roke energije, kje je yang roke, kje je yin roke, katere so naše težišče ali pa katere korake vstopimo, ali yang, ali yin, ali levo, ali desno.
Zato se ljudje takoj po 2-3 vaje že obupajo. Zato mi rečemo, obstaja ta pregovor tudi, ko smo mi bili majhni, dosti krat slišimo učitelji nam povedo, kako treba. Ne? Zelo kratko rečeš, 不怕慢，就怕站。不怕慢，就怕站。To se pravi, to je stari kitajski pregovor, pravi, ne ustraši se, če napreduješ počasi. Ampak boji se, če obstaneš na mestu. To se pravi, če vsak dan malo napreduješ, veseliš. Pomembno je, da je majhen napredek, da je stalno, da je kontinuirano, da dela potrpežljivo, ker pri tej je zelo pomembno, da dejansko skozi vajo treniramo naše potrpežljivost in ustrajnost. Ne. To so vrline, ki ne samo na trening tai chi, ampak potrebujemo vsi za v naše življenje. Ne. Tole pri tai chi je pomembno proces, ne samo cilj. Ne. Seveda je fajn lepo naučiti nekaj, ampak samo trening je pomembno. Ta ustrajna vsakdanja vada. Mogoče sam to se navežem na to, kar je bilo zdaj povedano. Dejansko tai chi in qigong mi rečemo, ko ljudje rečejo, zdaj sem se začel to učiti, ne? Kdaj je pa konc? Pa mi dva vedno rečemo, oziroma jaz sem se pač to naučila zdaj skozi leta, da je to drži, dejansko drži. Konc je takrat, kaj je konc, ga te ni več. Stalno. To je veščina v bistvu do konca življenja, če jo sprejmeš v svoje življenje. Nikoli ne moreš reči, zdaj pa vem, zdaj sem se pa naučil. Eno je forma, lahko se jo naučiš, ampak tudi če sam pa eni formi ostaneš do konca življenja, ima to toliko globine, toliko raziskuješ lahko samega sebe znotraj teh gibov in ne samo gibov, seveda vsega, kar smo povedali. Tako da v bistvu je to res ena veščina, ki je morda za sodobnega človeka zelo nujna, ker smo prej govorili, ker smo res narejeni na instant, v sebi takoj, v sebi hiter. Zdaj se bom da naučil formo, jaz znam tai chi. Ma kje pa? Ne? Cela filozofija je v zadej in v bistvu ta potrpežljivost in to, da si jo vzameš in počasi glodaš, počasi se poglabljaš v njo, da si sam sebi daš čas in da se ne primerjaš in da ne rečeš, zdaj pa jaz to znam. Pri tai chi in qigongu, kaj enkrat rečeš, zdaj pa jaz to znam, je velika škoda. Takrat se ustaviš, takrat je ravno potem pride na vrsto ta modrost, ki si jo prej povedal. Ne? Takrat potem obstaneš na mestu, ko misliš, da znaš. Ne? In takrat si zgrešil bistvo. Ne? Jaz sem zelo hvaležna za to, da smo vas vaju lahko gostili danes, podelila sta ogromno enih zanimivih nasvetov in modrosti. Želim, da se dobro počutiš med nami v Sloveniji in seveda vsem, ki bojo obiskali vaju in ki bojo se podali na to pot učenja tovrstnih veščin, da jim čim več dobrega prinesejo v njihovih življenjih. Tako da res vama iskrena hvala. Hvala za povabilo. Jaz se počutim kot doma. Tako da, ko grem na Kitajsko, pravi, imamo srečo, da obe smeri grem domov. Ne? Ko gre na Kitajsko, tudi nazaj v Slovenijo, ko grem domov. Skratka, imaš veliko domov. Ja. To je čudovito. Torej, hvala vam. Hvala enako. Ja.